Pozdravljeni! Danes praktično ni članka o kaki analizi bolida Formule 1, kjer ne bi zasledili izraza rake. Zakaj pravzaprav gre pri tej zadevi, kaj je low rake koncept, high rake koncept, si bomo pogledali v naslednjih minutah. Seveda, tu se bom skliceval na zadeve, katere sem bolj podrobno opisal že v prejšnjih prispevkih, bližnjico do njih seveda boste dobili v opisu letega slednjega. Ravno dno pride v Formulo 1 v sezoni 1983. Predtem smo imeli tako imenovane bolide s stalnim efektom, kateri so pa v sezoni 82 postali tako nevarni, da so tudi marsikoga ubili. No, na začetku v tem prvem obdobju je to ravno dno, kar se da nizko nad tlemi, razdalja med tlemi in ravnim dnom je minimalna in kakega kota tega dna ni opaziti na fotografijah. Razlika prvikrat jo opazimo nekje po sezoni 1995, namreč takrat v Formulo 1 spet iz varnostnih razlogov pride tisti lesen distančnik, tista lesena plošča pod bolidom. Robovi seveda so bolj oddaljeni od tli in pojavljati se začne ta nastavitev, da je prednji del tega ravnega dna rahlo nižji od zadnjega. To vidimo tudi na fotografijah, a okrog tega pojava ni bilo toliko govora, kot je danes. Da postane popularen ta izraz rake, se je treba seveda zahvaliti Adrianu Neweju in Red Bullu RB07. Ta je prišel na svet v sezoni 2011, imel je velik kot, kateri je imel dve bistvene prednosti pred ostalimi. Namreč, da bi razumeli prvo prednost, ni tako težko. Namreč, ukolikor spustimo prednji rob, tisti rob bližje prednjemu paru koles proti tlom in dvignemo zadnji posledično, nastane, če gledamo strani, oblika podobna Venturijevi cevi. Venturijeva cev je temelj za vzpostavitev talnega efekta. Ukolikor z vrtinci, to se pravi, zatesnimo tisto razdaljo med dnom samim in asfaltom, dobimo talni efekt, povečan, kar je seveda priporočljivo. A Adrian Newey je šel korak dlje. Namreč usmeril je izpušne cevi motorja tako, da so s tem vročimi izpušnimi plini zatesnili tudi razdaljo med difuzorjem, ki je bil rahlo višje, kot bi bil, če tega kota ne bi bilo, in asfaltom. Tako, ne samo, da je ohranil tisto učinkovitost difuzorja, povečal ga je, kajti nekako je v navednicah seveda prepričal difuzor, da je večji, kot je bil v resnici. Večji volumen zraka je šel skozi in tudi večji volumen se je gibal izpod bolida. Nekako je danes samo po sebi umevno, da krajša kot je medosna razdalja, višji bo ta kot. Krajši bolid, tisti s krajšo medosno razdaljo, ima tudi krajše to ravno dno, zato s tem, ko se ga malce bolj dvigne v zrak, se doseže približno enak volumen, kot če bi imeli daljšo medosno razdaljo in nižji kot. Tudi pri difuzorju, to se pravi daljša, kot je medosna razdalja, više se ga bo dvignilo pri istem kotu. Geometrija, ukolikor imamo krožnico z daljšim polmerom, se bo pri enakem kotu tisti obseg bistveno povečal. To je nekako matematika, a ne drži zmerom v Formuli 1. Namreč, ukolikor pogledamo samo podatke letošnjih bolidov in tisto znano analizo, ki sem jo že naredil med bolidom Scuderie Toro Rosso STR14 in Red Bullom RB15, vidimo, da imata približno enak kot. Medosna razdalja je pa na dveh različnih področjih, namreč tista pri Scuderii Toro Rosso je kmalu taka kot pri Mercedesu, Red Bull je pa kot ponavadi med krajšimi. A ta kot, da se bomo razumeli, ni kakih ekstremov, ne govorimo tukaj pri vrednostih tega kota, ta kot je zmeraj izjemno majhen. Če pogledamo bolide letošnje sezone, bomo videli, da tisti, ki imajo največji ta kot dna bolida, govorimo približno o 2 stopinjah, tisti, ki imajo najnižjega, pa o dobri stopinji. To se pravi, govorimo o desetinkah in zavedati se moramo še enega dejstva. Vsi podatki, ki so dostopni po raznih virih, so pridobljeni
izmeritvah narejenih na fotografijah. Nihče ni v resnici videl pravih slik, pravih nastavitev oziroma mu ni kakšen inženir povedal tistih pravih vrednosti, ki jih imajo. Zato jih moramo te vrednosti jemati malce z rezervo. Seveda se vidi na prostovku, kjer ima malo večji in malo manjši kot, pomaga pri talnemu efektu. Zavedati se moramo, da še zmeraj pri bolidu Formule 1 ta aerodinamični oprijem, ki ga generira dno, je približno enako 50% kompletnega aerodinamičnega oprijema, od tega difuzor približno od četrtine do tretjine. Zato je ta kot izjemno pomemben in kako so rešili to problem tega tesnenja, tudi izjemno pomembno, kajti vkolikor ne deluje, so porušili celo uravnoteženje bolida. Prav s tem kotom, ko dosežemo ta dvojni efekt, tako na difuzorju kot na prednjem delu, povečamo še nekaj. Ne samo oprijem, aerodinamični oprijem kot tak, ampak tudi oprijem na zadnji osi z difuzorjem, kot na prednji osi s to Venturijevo cevjo bliže prednjemu paru koles. To se pravi, te številke, ki nam pravijo kot rake, so izjemno pomembne, povejo nam to, koliko je ta aerodinamični oprijem bolida, koliko ga generira, kako so si inženirji zamislili in kakšen je ustroj bolida samega. Majhna številka, katera nam lahko, ukolikor približno si predstavljamo, za kaj gre, pove dokaj dosti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.